To področje spremljam že zadnjih 30 let in moram reči, da Slovenija ima najslabšo zakonodajo na tem področju. 27 let je stara ta zakonodaja, nobenih sprememb ni doživela. Mi v Zvezi ekoloških gibanj zahtevamo, da se pripravi nova zakonodaja. Sicer z Ministrstvom za okolje in prostor so obljubili, da bodo letos začeli pripravljati novelo te zakonodaje. Že to, da dejansko še vztraja stara zakonodaja na 10 mikrotesla, mi zahtevamo 0,4 mikrotesla. In to so razdalje, če bi matematično preračunali, ni vseeno, 400 kV daljnovod stoji 35 do 40 metrov zakonsko, ali pa dejansko je oddaljen 150 do 200 metrov. Večina evropskih držav, predvsem razvitih, Švica, Nemčija, Avstrija in tako naprej, Nizozemska, imajo te razdalje krat 4-krat, krat 5-kratnik napram Slovenije. Tako blizu imeti daljnovode pomeni za 110, 220 pa 400 kV tudi pomeni neposredno nevarnost za zdravje. Številne bolezni, ki izhajajo iz področja sevanj, so od nespečnosti pa do rakastih in drugih obolenj. In ko smo se srečavali v Zvezi ekoloških gibanj in smo pomagali številnim civilnim iniciativam, je bil to ravno problem, ta problem se je pokazal v civilni iniciativi Vižmarje-Brod, kjer so popisovali tudi 100-metrski pas na razdalji 4 km in so ugotovili preko 100 rakavih obolenj. Stroka tega ni hotela priznati, vendar to so dejstva in enostavno bo treba vključiti aktivno Ministrstvo za zdravje v to problematiko. Nacionalni inštitut za javno zdravje je že temu sledil, ampak znotraj Ministrstva za zdravje bo mogla tudi biti tema, ni samo to azbest, pa Salonit Anhovo, pa druge stvari, ampak dosti večja problematika je ta trenutek na področju neioniziranih sevanj oziroma sevanj. To je tudi tema, ki je sestavni del nacionalnega programa varstva okolja, sestavni del tudi zdaj nacionalnega energetsko-podnebnega načrta. O tem bom tudi v torek, se v ožji skupini pripravi tega dokumenta in ravno poudarek bom dal na področje neioniziranih sevanj. Treba bo urediti to področje, ker imamo sedaj 5G, Wi-Fi, daljnovode, bazne, mobitele in tako naprej. In še bi lahko našteval in pravzaprav za to nismo poskrbeli in tudi nosilci kapitala, ki operirajo s tem, bodo mogli prisluhniti in slediti stroki in pa tudi izkušnjam drugih držav.